testirati se na vsak način splača. Se pravi, to so tako te drobne izboljšave, ki po metodi majhnih izboljšav prinašajo prihranke. Noter so pa tudi večje, take res prave inovacije, kjer z temi spremembami, novimi rešitvami znamo zelo dobro zabeležiti tudi ekonomske učinke, se pravi prihranke. Koronskega časa elektroindustrija posluje izjemno dobro. Opažamo pa v letošnjem letu že nekatere težave. Večina podjetij že poroča, da je prišlo do nekega upočasnjevanja naročil, stvari so se malo zamaknili, tako da v bistvu za jesenski čas, torej letošnjega leta 2023, ostaja neka negotovost, kako se bodo stvari razvile. Tematika polprevodnikov je seveda bila bolj vroča, rečemo pol leta nazaj, kot je zdaj, ampak seveda ne bo šla stran. In glede na to, da proizvodnja polprevodnikov sama po sebi je znanost sama v sebi in načeloma so tri načini, kako do tega prideš. Ali nekako prideš do svojega, čez svoje lastno znanje, ali mogoče to nekako kupaš, ali pa ti drugi pripeljajo. To je recimo bila stvar Kitajske, ker so vsi hodili na Kitajsko zaradi proizvodnih zmogljivosti.